Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede homogenih trigonometričnih enačb. Katere so? So tiste, kjer funkciji sinus in kosinus nastopata pri isti potenciji. Tukaj imamo sinus na prvo in kosinus na prvo. Tukaj imamo sinus na drugo, kosinus na drugo in sinus x krat kosinus x, ki je en člen druge stopnje. Torej, te so prav homogene. Zdaj, tukaj pa se razlikujejo od homogenih s tem, da imajo še en konstanten člen zraven. Ampak bom videl vseeno, kako se rešijo. Torej, začnimo te homogena prve stopnje. Tukaj enostavno delimo s kosinus x, ker imamo sinus x ulomljeno kosinus x, tukaj kosinus x gre proč, in tukaj lahko to napišemo kot tangens, in torej imamo elementarno trigonometrično enačbo, ki znamo, kako se reši. Tukaj pazimo na periodo, ki je 180 stopinj ali pi radianov, ker je homogena trigonometrična enačba s tangensom. Ja, tako. Potem gremo na to nekako homogeno prve stopnje z konstantnim členom, ni prav točno homogena. Ta je verjetno ista najtežja, zato da jo rešimo, ker se je treba spomniti, s čim moramo, katera je nova neznanka, ki jo moramo uvesti. Moramo uvesti na novo neznanko t, ki je tangens na drugo od x polovic. In torej, če mi naredimo to, če uvedemo to neznanko, moramo vedeti, da x mora biti različen od 180 stopinj ali pi radianov. Zakaj? Ker če mi stavimo tukaj 180 stopinj, delimo 2 je 90 in znamo, da tangens od 90 stopinj ni definiran. In se moramo spomniti to in tudi s čim zamenjati sinus x in kosinus x s temi izrazi. Torej, tukaj zdaj v enačbi zamenjamo, potem tukaj lahko množimo z imenovalcem, dobimo tukaj polinom, v tem primeru se krajša t na drugo, torej dobimo vrednost od t, ki je minus 1. Se moramo spomniti, kaj je t, to je tangens na drugo od x polovic. Torej dobimo, da tangens na drugo je negativen, in kvadrat ne mora biti negativen, in torej tukaj nimamo nobene rešitve. Da mi je rekel, ta enačba nima rešitev. Ampak ne smemo pozabiti, da na eno stvar, ko mi uvedemo novo neznanko tukaj, ta izraz ni definiran za 180 stopinj. Torej pomeni, da ko mi uvedemo to neznanko, mi zgubimo to rešitev, če bi bila rešitev. Jasno je treba preveriti, če je rešitev. Torej, če bi bila, bi jo zgubili. In torej moramo iti preveriti. Torej, poskusimo 180 stopinj. Sinus 180 stopinj plus kosinus 180 stopinj plus 1 enako nič. To velja nič, to minus 1, tukaj je 1 in torej ja, velja. Torej, 180 stopinj je rešitev. Torej, x je 180 stopinj plus k krat 360 stopinj. Tukaj 360, ker 180 stopinj bila rešitev tega, ampak tukaj imamo funkcije sinus in kosinus, ki sta periodični s periodo 360 stopinj, 2pi. Potem, homogena druge stopnje bomo delili s kosinus na drugo x. Torej, tukaj bomo imeli sinus na drugo, ali kosinus na drugo. Tukaj kosinus na drugo gre proč in tukaj imamo sinus x krat kosinus x, ulamnjo kosinus na drugo x. Ta kosinus gre proč, tukaj gre proč druga potenca. Tukaj imamo tangens na drugo, tukaj sinus ulamnjo kosinus je tangens, tukaj še ena konstanta in tukaj jasno uvedemo novo neznanko t, ki je tangens x. In dobimo enačbo t na drugo minus 4t plus 1 enako nič, enačba druge stopnje. Zdaj jo rešujemo s formulo, tukaj ko srečemo koren od 12, 12 je 4 krat 3, torej koren od 4 krat koren od 3, napišemo v tej obliki, zato ker znamo zračunati koren 4, ki je 2. Potem tukaj, ko smo tukaj še razbijemo na 2 ulomka, 4 ulamljeno 2, plus minus 2 koren od 3 ulamljeno 2. Krajšamo posebej, imamo 2 plus minus koren od 3. Torej, imamo te dve vrednosti za t. Ampak se spomnimo, da t je tangens x, torej moramo rešiti enačbe. Tangens x je 2 minus koren od 3 in tangens x je 2 plus koren od 3. Sedaj, te vrednosti niso v tabeli vrednosti, ki smo dali za važnejše vrednosti kotnih funkcij. Vendar, če vi izračunate z znanstvenim žepnim računalnikom, boste kaj izračunati? Arctangens od 2 minus koren od 3 boste dobili točno 15 stopinj. In arctangens od 2 plus koren od 3 boste dobili točno 75 stopinj. Je tako. In torej dobite tukaj
rešitve. Vidimo še to, ki je kot homogena druge stopnje, ampak ima še ta konstanten člen, je enako 3. Ste napisali potem krat 1, torej to je enako 3. In potem 3 ga lahko mislimo kot 3 krat 1. Zakaj pišem to? Ker 1 je sinus na drugo plus kosinus na drugo. Vse to sem pustil nespremenjeno tukaj. In torej tukaj imamo 3 sinus na drugo plus 3 kosinus na drugo. In sedaj ta dva člena lahko nesemo na levo stran. Torej imamo tukaj 4 sinus na drugo minus 3 sinus na drugo je sinus na drugo. 5 kosinus na drugo minus 3 kosinus na drugo je 2 kosinus na drugo. In tako ta je popolnoma iste oblike kot ta. In torej jo rešimo na isti način. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.